Cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Čeprav smo Slovenci ljubitelji narave in se zelo radi rekreiramo, sprehajamo, kolesarimo in delamo vse mogoče stvari v objemu narave, pa je še vedno tako, da povprečen Slovenec naše krasne deželice ne pozna prav dobro. Predvsem, če govorimo o tistih malce manj obleganih naravnih in kulturnih znamenitostih. Prav zato se pogosto pojavlja vprašanje, kam na izlet? Tokrat v studiu gostimo ustvarjalca oddaje V naravo, ki jo že nekaj časa spremljate tudi na naši televiziji. Oddaja vas vabi, da se tudi sami podate v hribe, soteske, na ogled slapov in ostalih naravnih ter kulturnih znamenitosti naše lepe domovine Slovenije. Njen voditelj in ustvarjalec je velik športni entuziast Peter Vaiksler, navdušen športnik in trener, ki ga prav lepo pozdravljam tukaj ob sebi v studiu. Peter, čeprav nisva sedaj v planinah, pa se bova tikala vseeno, ker bova govorila o planinah. Lepo pozdravljen. Živijo. Tako, a je res, drži, da smo Slovenci res takšni planinski, športni navdušenci? Ja, vedno je vprašanje, s kom se primerjaš, ampak jaz mislim, da če gledamo povprečje, da smo kar radi v naravi. To že ob vikendih vidimo, ne? Ko vsak zaide nekam svojim avtom. Sedaj jeseni recimo gobe nabirati je tudi takšen prijeten šport. Zdaj, mi vas spremljamo že nekaj časa na naši televiziji, ob torkih, oddaje V naravo. Ne poznamo pa toliko o tebi, oprosti, vidiš, to je profesionalna napaka. O tebi, torej, Peter, odkot prihajaš, če se nam malo tako predstaviš? V bistvu Peter, prihajam z Borovnice, to je ena vas ali pa rečemo občina v okolici Vrhnika. Tam si odraščal tudi? Najprej, kot se pravi, do 9. leta smo živeli na Vrhniki, potem smo se preselili v Borovnico in od takrat sem zaprisežen Borovničan. To je ena taka lepa središčna točka, verjetno, odkoder se da lepo potovati po Sloveniji. Ja. Res je, v bistvu precej v centru, tako da imam in se pravi do Bovca približno 2 urci, do morja 1 urco, semle do prestolnice Štajerske, kakšno urco pa pol. Je kar dobra liga. Je kar fino. Kaj pa ta strast do športa? Mogoče tudi do narave. Sta to 2 različni zadevi. Je to že od malega bilo nekaj takega, kar te je privlačilo? Ja, že od majhnega sem bil, jaz sem bil res tak živc. Skozi je mogla biti neka akcija in v bistvu je bil šport od nekdaj, ko sem bil majhen, bilo res vse, kar sem delal, bilo zame tekmovanje. In zdaj tega tekmovanja ni več toliko, oziroma sploh ni več, nimam več te želje po tekmovanju. Je pa bolj ta narava, tako da gibanje od nekdaj, ampak zdaj me bolj privlač, bolj umerjeno pa tako. Torej, bil si tudi športnik, košarka? Kar nekaj časa sem košarko igral, pol sem bil mogoče celo malo preveč vzkipljiv za to. Pa smo pa malo boks trenirali, pa tekel sem veliko mes, pa hribi pa tako. Za naše gledalce, ki so verjetno, ko bi te srečali v živo, isto rekli, kot sem rekla jaz, da si zelo visok, kar mogoče kamera ne pokaže tako zelo. Tako da, šport je ena taka oblika, ki človeka kar malo zasvoji, ne? Ja, se strinjam. Zna. Ker sploh jaz večino, kar sem treniral, največ sem košarko treniral in je tudi ekipa, če ti rečeš, da boš zdaj treniral, pa pač igraš v neki ligi, pol v bistvu daš tudi besedo ekipi in je tudi ekipa odvisna od tebe. Tako da pol v bistvu jaz sem to vse, kar sem počel, jaz sem vedno z veseljem počel, treniral in v bistvu se zasvojite in tudi pač
Jaz sem tak mož besede, če daš besedo, pa pač vsaj tisto sezono, 2, 3, kar se zmeniš, pač delaš. Ja. Zdaj mi smo še malo, bi lahko rekli, ta malo srednja generacija in smo še odraščali nekako zunaj, nekako v naravi, naše igre so bile takšne. Kaj pa opažaš recimo danes pri mladini? Da se ne zna več igrati sami. Jaz sicer nisem starš, ampak je pa kar precej prijateljev, pa tudi bil sem v vezi, ker je takratna partnerica imela otroka. Enostavno, mi, ki smo bili otroci, starši se niso nič kaj dosti z nami ukvarjali. Pač si prišel iz šole, torbo vrgel in te ni bilo do večera, ker te ni nekdo za jest klical. Danes pa v bistvu so v bistvu starši, se mi zdi, nam z teh prijateljev ali kakorkoli. Mi smo imeli pač prijatelje, si se igral, danes pa je starš tisti, ki te ne more animirati oziroma ki mora otroka animirati. Tako da, če se mene vpraša, ni mi to všečno. Pa nasplošno ta nerazgibanost, če tudi tako pogledamo. Absolutno. To je pa čisto sedaj v tem času. Pa po mojem tudi to, če se sam igraš, se domišljija razvija otroko. Če pa te nekdo skozi animira, pa tega verjetno ni. Omenila sva ravno tvoje starše. Tudi oni so te verjetno spodbujali s svojim načinom življenja k temu, da dejansko je živeti z naravo nekaj lepega, nekaj, kar... Ja. V bistvu tudi v športu sta me vedno podpirala, tudi po treningih vozila, tekme sta redno hodila gledati, ki smo imeli. Tako da tukaj sem zelo hvaležen, pa lahko rečem, da sem imel srečo, ali pa imam srečo, da imam take starše, da so mi to omogočali, oziroma, ker vem, da veliko prijateljev ni imeli te sreče. Ja, to je. Kako pa je prišlo potem do te ideje, zdaj pa izleti v naravo, ampak posneti jih, torej sam, ti to delaš sam dejansko, jih dati na YouTube, socialna omrežja. Kdaj se je ta ideja pri tebi pač porodila? Ja, drugače, jaz v prvi, moja prva zaposlitev je domača firma in tam imamo spletno trgovino, ker prodajamo športne izdelke. In v bistvu je bilo tako, da sem si rekel, med korono, ko smo imeli precej veliko časa, sem si rekel, da se je treba nekaj novega naučiti. In takrat sem jaz sklenil, da se bom naučil, kako blog pisati, se pravi članke na spletni strani, da so čim bolj prijazni gledalcu in da te tudi potem Google više rangira. In sem si kupil en tečaj in v tem tečaju te pa naučijo, kako v bistvu blog od začetka postaviti, da pač štartaš od nule in pač nekaj zgradiš. In jaz sem najprej za to obstoječo spletno stran naredil, pa sem pa rekel, zdaj pa ti bi pa lahko probal, če to res deluje. In sem v bistvu potem se vprašal, kaj je meni zdaj trenutno najbolj v veselje, pa kaj res rad počnem. In sem rekel, hodam, takrat sem še tudi veliko laufal. In pa v bistvu se je ideja rodila v naravo in najprej štartala spletna stran. Potem pa v bistvu skozi čas je pa nekako taka evolucija, se mi zdi, sem videl, da s pisano besedo pa z sliko zelo veliko lahko poveš, ampak se pravi s posnetkom, s filmčkom, lahko pa še ful več. In tudi tega takrat ni bilo, ali pa se je tudi zdaj še ni toliko razvito, ali pa enostavno ni bilo te ponudbe v Sloveniji. In smo pač, tako nekako tak naraven proces in zdaj smo tle, kjer smo. Ti si v tej ekipi sam ali še imaš koga, ki ti pomaga? V bistvu vse, kar delam sam. So pa pač prijatelji, ki hodijo zraven, pa rečemo, da je to ekipa, ki so pa igralci. Deluje, ja. Torej nekje leta 1920 je začelo to nastajati.
Ja, zdaj je 4 leta, kar je spletna stran, oziroma dobra 4 leta, kar je spletna stran. Prve posnetke sem začel pa 3 leta nazaj delati. Ja. In zdaj je že to kar tako, ko sem sama pregledovala tvojo spletno stran, je to že kar veliko materijala, veliko ponudbe, da tako rečem. Pa naprimer, dajmo zdaj tako malce pogledati naše gledalce, ki spremljajo tvoje videoposnetke in se odločijo, zdaj bi pa mi tudi se odpravili na kakšen tak izlet. Zdaj so različne zahtevnosti, če morda to prvo rečemo. Kakšne izbire vse imajo? Ja, v bistvu na spletni strani probam sem spletno stran narediti tako, da je čim bolj prijazna obiskovalcu. In da nekdo, naprimer, ima družino in ima družinske izlete, pa reče krožno turo, pa imaš tam pač tudi, naprimer, krožne ture. In v bistvu je razdeljen ali po težavnosti, ali po regiji, oziroma po krajih, kam želimo iti, ali visokogorje, ali sredogorje, ferate. Kaj so to ferate? Lahko za tiste, ki smo čisto analfabeti gorski. V slovenščini je to zelo zahtevna oziroma zavarovana plezalna pot v slovenščini. Ferata je italijanska beseda, ampak ker je v slovenščini, ker so 3 besede, zelo plezalna, zavarovana pot, mislim, da se zaradi tega, saj je zaradi tega potem ferata uporabljam, ker večina ve, kaj to pomeni, pa tudi precej enostavnejše. To pomeni elementi plezanja. V bistvu je to, se pravi, imamo dve možnosti oziroma 2 izpeljanki ali varianti, kako rečem, ferat. Eno so športne ferate, kjer prideš samo z namenom, da splezaš to ferato. Se pravi, prideš na izhodišče, se z avtom pripeleš, pa je pa neka zelo zahtevna pot, ponovadi neka stena, je v celoti zavarovana z jeklenico. Se pravi, ti imaš plezalno opremo, plezalni pas, ta samovarovalni komplet in čelado in greš čez to ferato. So različne težavnosti, se ponovadi pod A, B, C pa tako naprej. In to je v bistvu to. To so take športne ferate, kjer greš lahko, ti so tudi lažje, ker so bolj družinske. Imaš pa ferate, potem pa znotraj neke smeri, naprimer greš iz Belopeških jezer, greš na Mangart iz italijanske strani in greš lahko po ferati gor. Je pa samo del poti je ferata, isto feste, da imaš isto opremo. In potem naprej, ko pa priješ čez ferato gor, oziroma pristop do ferate je navadna planinska pot, pol pa, ko greš prek ferate, pa spet naprej navadna planinska pot. Tako da je del neke poti. To sta dve različice. Na tvoji spletni strani najdemo tako lažje, kot zahtevnejše. Ja. Tako da vsak lahko najde nekaj za sebe. Jaz upam. Če le ima voljo, da se poda na pot. Kaj pa oprema? Kaj bi zdaj en takšen, recimo začetnik, ki pa bi se res rad odpravil, mogoče na kako lažjo ali pa mogoče na kako težjo pot? Kaj je pa fajn, da se ima res zraven in kako iti? Ja, jaz probam biti čim bolj minimalističen. V bistvu rabiš, najbolj pomembna je volja. Fejst je tudi, da imaš malo ideje, kam bi šel ali pa kaj si sploh želiš. Drugače pa neke športne superge. Jaz osebno zadnje leta prakticiram, se pravi, rečemo temu, športne čevlje ali pa superge za gore, za gorski tek. To so take malo močnejše superge. Moje mnenje je, da je to najboljši ali pa najboljši čevelj za, rečemo, neko sredogorje. Če zdaj govorimo nekoga, ki išče ideje za take malo lažje izlete. Pa je fejst, da imaš kakšen nahrbtnik. Super je tudi, da imaš v supergih noter, da imaš kakšne športne nogavice, da se ti ne gubajo noter, ker pol žulje zelo prn hoditi. To je pa v bistvu
to, kar rabiš, kar se tiče opreme. Zdaj, če greš recimo za en dan ali pa kaj pa kakšno daljšo turo? Pozabil sem še reči palce, jaz tudi palce uporabljam in zelo prav pridejo. Drugač pa daljše ture, naprimer rečemo, da gremo na Triglav, se zmenimo, gremo na Triglav, gremo za 2 dni, je pol fejst malo večji nahrbtnik imeti, pa ta nahrbtnik je fejst, da prej tudi sprobaš, da veš, da... Teža je pomembna, da ni... Pa tudi, da ti malo paše, da nimaš pol, da po 2 urah pa ram ne čutiš več, pol je ena sama muka. Potem je fejst, če se bojiš, se pravi, če se bojiš izpostavljenih delov, je pol fejst, da imaš tudi ta samorovalni komplet, ki sem ga že prej omenil za ferate, ker na Triglav je vseeno tudi neki kar varovane poti. Plus to, če si res začetnik, je fino, da se prej malo pozanimaš, kam greš, da ne rečeš, zdaj pa kar gremo, ampak zdaj, naprimer, da bi midva šla, da te jaz peljem, jaz sem že bil parkrat gor, tako da te jaz pripravim, ti jaz povem, ko boš rabila, oziroma pač bom jaz malo bolj poskrbel zate. Se pravi, malo večji nahrbtnik raba, pol neki teh za osebno higieno, če bo prespala gor, kaj pač minimalistično. Potem je fejst tudi, lahko si sicer gor tudi kup, da kakšno to tanko spalno vrečo, se pravi, da ni ampak je samo v bistvu spalna rjuha, se reče, da jaz ponovadi v sabo vzamem, da gor ne kupujem, da pač si ne delam brez veze stroškov, da se pol s tistimi dekami, ki se pokriješ, da preko tega. Pač tako je, da je malo bolj higiensko. To potem jedla bo nekaj, pila bo tudi najbrž nekaj. Tekočina je verjetno zelo pomembna, tudi na krajših. Fejst je tudi, jaz si vedno na ture, ki jih ne poznam, se probam pozanimati ali pa pogledati, če je, kje med potjo, če se da dotankati vode, da nimaš na začetku zdaj nahrbtnik, pa da imaš 5 litrov vode noter, ki je to vsaj 5 kil. Ampak da rečeš, ok, bom pa štartil tukaj, pa čez 2 ure me tamle voda čaka, pa bom imel sam do tja pol litra ali pa 1 liter, pa bom pa tam do tanku. Tako da to je, se mi zdi, zelo ena taka uporaben nasvet. Je pa verjetno ena najhujših stvari, če ti v hribih, ko je vroče, da ti vode zmanjka. To je. Pol hrano. Jaz tudi sem zelo nastaven, v bistvu jem samo sadje, pa suho sadje, zato ker je najlažje prebavljivo, pa enostavno ti da zelo hitro energijo in kvalitetno energijo. Kaj pa oreščki, recimo, to so vedno pravili, da čokolada? Čokolade jaz ne jem, ampak čokolada je v bistvu veliko težje prebavljiva, zato ker ima toliko maščobe. Gre za energijsko vrednost, v bistvu. Ampak do ene energije bo telo lahko dostopilo, do druge pa spet malo težje. In maščoba je za telo, oziroma za prebavo, se prvič se del prebavlja v črevesu oziroma v želodcu. In ponovadi pa ti, ko greš gor, rabiš energijo dosti hitro, Zdaj, sicer veliko ljudi v hribih je tudi kakšen sir, pa salame, pa take stvari, ampak ponovadi je to, ko to poješ, doma greš malo zadremati. Tako da jaz res to čim bolj naravne stvari, da so telesu domače, pa prijazne, pa da je pač ona hitra energija, da nisi pol zaspan. Zdaj, ko govorimo o hrani, pa mogoče eno tako kočljivo vprašanje. Tudi po tej prebavi potem se pač zgodi, da prebava deluje. Zdaj, veliko krat, ko smo tako v naravi, vidimo potem kakšne papirčke okrog, pa to je to. Takšna rešitev, kaj se predlaga, mislim, ali res rolico papirja ali... Jaz imam ponovadi robce s sabo. Se pravi, pač to uporabljam za, če je sploh, pri meni jaz ponovadi vedno probam to zrihtati, ko grem od doma, oziroma preden grem od doma. Ampak če pa kakšna res taka, jaz rečem, kruta, zgodna ura, pa pač telo
takrat še ni pripravljen. Tako da, ja, je fejst, jaz probam tako, da greš res nekam, se odmakneš, ne, od poti, pa da potem tudi to malo zakriješ, no, da ni zdaj glih, da se s kakšnimi kamni mogoče obloži listje česa, ne, tako da pa narava naredi svoje. Tako je. Zdaj smo tudi mi iz narave, konec koncev. Ja, absolutno. Ja. Je pa resno, ne, velikokrat zdaj slišimo tudi pri poročilih, ogromnokrat, ne, veliko ljudi gre nepripravljeni v gore, ne, in potem so tukaj takšne in drugačne nesreče in to je pomembno, ne, zelo pomembno, poleg tega, da seveda poznaš tudi pot, konec koncev, ne, in svojo kondicijo. Da si malo samokritičen, da se znaš oceniti, a sem jaz to sposoben ali nisem, ne, ja, pa da postopoma začneš, da ne greš takoj, nek sva rekla, na Triglav, ne, zdaj 20 let nisem nič delal, jutri grem pa na Triglav, je pač mogoče prej mogoče se boljš ene parkrat na Pohore sprehodati. Torej, to je recimo ideja. Kakšne so recimo ideje za te treninge pred mogoče bolj zahtevnimi potmi? Ja, absolutno je fejst najprej, da imaš neko osnovno kondicijo, ne, se pravi, da si fizično sposoben odhoditi toliko pa toliko višincev, ne, pač na Triglav je približno 2000 višincev se naredi, malenkost manj. Pa je pa spet ta tehnična zahtevnost, ne. Zdaj, če se pravi na Triglav rečemo, da je najkrajša pot okoli 6 ur, ne, moraš biti sposoben 6 ur hoditi, ne, z nekje, rečemo, 10 kg teže na hrbtu. To je fejst pač kdaj simulirati, ne, naprimer tukaj greste lahko na Pohorje gor, ajde ni glih 2000 višincev, ampak dobrih 1000 se pa naredi, ne. Zdaj, če to narediš dosti suvereno, pol si kondicijsko, po mojem mnenju, kar pripravljen. Pol je pa tehnični vidik, se pravi tehnična zahtevnost, je pa spet, je pa mogoče, jaz vsakmu, ki gre prvič na Triglav, mu svetujem, da mogoče gre kakšno športno ferato odplezati, da vidi to izpostavljenost, kako bo njegova glava odreagirala na neko izpostavljenost, če tega še ni izkusil, oziroma že dolg tega ni izkusil. Tako da letos smo, naprimer, sem s tvojim kolegom iz televizije s Cirilom, me je prosil, če bi lahko njegove 3 starejše sinove peljal na Triglav. Sem rekel, super, ja, mislim, ni problema, sam bi jih pa rad prej spoznal, in smo šli pač eno pripravljalno turo, da smo se itek spoznali, če pašemo skup, pa sem tudi tako zbral, da je bil del te poti, da je bil tako izpostavljen, da sem lahko ocenil, so fantje pripravljeni na to ali ne, in ja, tako da nekaj na ta način bi jaz svetoval, predvsem pa zdrava pametno, da malo. Seveda, ja, ker v hribe se ne, kako se že tisto glasi, da se ne podaj v hribe, če Pa gora ni nora, nora tiska gre gor. Zdaj ti si tudi markacist, sem zdaj to prav izgovorila, markacist, torej markacije, navigacije v gora. Dobro, mi zdaj smo pogledali video, smo rekli, super, to gremo, ampak pa smo vmes pozabili že, kaj smo video gledali, pa si moramo torej najbrž slediti markacijam, to je prva zadeva, kje, odkot štartati? Ja, zelo pomembno je, da veš, kje je izhodišče. Tudi jaz na svojih, se pravi na vseh videih imam, dam ali videih ali pa tudi na izletih na spletni strani, dam, se pravi, ime, če gremo, na Triglav, rečemo kot, iz kota se štarta in je tam, se pravi, koordinate, da lahko pač daš na internetu, tipkaš koordinate in te zemljevid te pelje do tja, oziroma Google te pelje do tja, in v bistvu to. Tam se pa ponovadi iz izhodišča, so pa ponovadi table, smerne table. Na smernih tablah je napisan, sploh na teh novejših, ena postavka je trenutna nadmorska višina, potem smer, se pravi, kaj se rečemo, krederca, gor je časovnica, rečemo, da je pamet rekel 4 ure pa pol, pa zahtevnost poti je tudi označena.
To je pa tudi tak pač en simbolček je. In zdaj, če znaš te table brati, veš, kaj te v bistvu čaka, ne. Pa se pa začnejo markacije. V Sloveniji imamo okrogle markacije, se pravi rdeč krog, bela pika, temu se reče Knafljeva markacija in je značilna samo za Slovenijo oziroma za bivšo Jugoslavijo. Tudi se pravi države bivše Jugoslavije uporabljajo. In v bistvu markacijo je, tako kot že sama beseda pove, te v bistvu pele po poti, ne, je pot markirana. Tako da v Sloveniji poznamo markirane poti, se pravi označene poti, pa neoznačene, oziroma lahko pa tudi gremo, tudi kar nekaj video imam jaz po neoznačenih poteh ali pa tudi po brezpotih, se pravi, to so, rečemo, trije nivoji, brezpotja, ti beseda pove, da ni poti, pol je nemarkirana pot, je potka vidna, ne, pa ji slediš, pa ponovadi so te potke so ponovadi z možici označene, to je tak kup kamenja, zložen v piramido oziroma v kamane na drugega postavljen, pa so pa markirane poti. Ne. In ti tudi potem postavljaš te markacije? Ja, pa imamo pa spet markacisti, imamo več nivojev markacistov, ampak ja, markacisti smo zadolženi. Prav, markacisti smo organizirani tako, da smo člani nekega društva. To društvo je zadolženo za pač pot, za katero se javi, oziroma je zadolženo za neko pot. In je, se pravi, to društvo je zadolženo, da je ta pot vzdrževana. In kar se tiče markacij, in kar se tiče varnosti, prehodnosti in pač vsega, kar k temu spada. No, ker zagotovo se ni najbolj modro zanašati se na telefon, kajti velikokrat ni signala, da bi rekel, sledim samo telefonu. Verjetno ga zmanjka tudi, ne? Ja, kar precejkrat. Predvsem tukaj bi gorski reševalci bi znali veliko povedati glede teh stvari. Ampak ne, absolutno ne. Telefon je lahko super pomoč. Sploh jaz, ki sem veliko po hribih, pa ki hodim tudi take poti, ki niso veliko hojene in se kdaj pač in markacije lahko zgubijo, ali pa če grem rečemo tudi po brezpotju. Imam v bistvu aplikacijo na telefonu, imam prednaložene mape gor, se pravi, da nisem odvisen od signala, od telefonskega signala oziroma od prenosa podatkov. In to je tako, če si pač veliko po hribih je fejs, da si to umisliš. Drugače pa telefon je samo in zgolj samo kot pripomoček. Ti spet, kot sem na začetku rekel, če ti se moraš preceniti oziroma biti toliko samokritičen pa vedeti, a sem jaz to vsaj približno sposoben, ali ne. In tukaj, če si v dvomu, pol je verjetno ne. In sploh pa, če si začetnik, se na telefon v bistvu so verjetno ali pa veliko nesreč pa reševanje glih zaradi tega, ker se ljudje na telefon zanašajo, pa naprimer, zdaj bom rekel, v Bohinju pogleda Triglavska jezera, so pa koče pri Triglavskih jezerih, je pa samo 2 kilometra od tle, se kao pa je 2 kilometra, če malo hitreje stopaš, je to 20 minut, ali pa pol urce, ampak ne veš pa, da je 1000 pa še nekaj višincev, pa da je vmes komarča, da so zajle vmes, da je. Tako da ja, to sploh kakšni turisti iz kakšnih bolj ravnih držav, ki so kakšna Nizozemska, pa tako imajo take ideje. In da tudi nekaj ti v hrib hodiš, si malo hitreje pešaš, pa seveda, ja. Pa mogoče pa še malo vode rabaš, pa lačen rataš. No pa vseeno pa je fajn imeti telefon s sabo, če se karkoli zgodi, kaj storiti, recimo, da se imaš, ne vem, kakšno nesrečo, ne vem, ti postane slabo, karkoli takega, kar se ti recimo zgodi, kaj potem narediti? Zdaj iz lastnih izkušenj ne vem, ker še nisem imel tega primera. Hvala Bogu, Božje varstvo. Ampak absolutno, jaz bi siguren, da spet, kaj se ti zgodi, absolutno ne panike. Ja, to je verjetno prvo.
lepo pristopiti, zdaj, če si, ne vem, da je neka poškodba, ne, tudi ne takoj reševalce klicati. Saj moje mnenje. Pač najprej oceniš, da vidiš, a sem jaz zdaj, ne vem, če se meni zgodi, a sem jaz zdaj sposoben prijeti mogoče do neke koče ali pa nazaj do izhodišča, varno v enem kosu s tem, kar si mi naredila. Če je odgovor ja, pač pa se potrudiš in greš, da če je tukaj ekipa, naprimer, da nas je več, se sigurno tega, kar se je poškodoval, se razbremeni teže. Mislim, normalno se mu pomaga, ti prevzameš nek breme, se tudi, ne vem, rečemo, da si gležen zviješ, se mogoče proba malo bolj gojzdari, če imaš gojzdari, si jih proba malo bolj zategniti, da ti sama obutev pomaga držati to stabilnost. Potem se bi izbral najlažji sestop, da ni nekih zelo zahtevnih delov, če je to možno. Če pa ni, če pa oceniš, da je poškodba taka, da je pa potrebno reševanje, pa nekaj poklicati 112, povedati spet v umirjenem tonu, povedati, jaz sem ta pa ta, smo tle pa tle, to se nam je zgodilo, fejst je mogoče tudi, ali da koordinate poveš, ali pa da poveš, smo tle, pri tej smerni tabli ali pa na tem odseku, da čim bolj natančno poveš, kje si. Ne, da rečeš, smo tle nekje pod Triglavom, pa enemu drevesu. Verjetno tudi taki primeri so. Veliko takih primerov, zato sem jih to rekel. Ker sem tudi z nekaj reševalci že govoril in zgodbe, ki jih govorijo fantje, v bistvu sploh si ne moreš zamisliti, da se lahko to zgodi. Previdnost in modrost. Zdaj pa še moramo omeniti tisto eno izmed skoraj da tudi zelo najpomembnejših, vreme in vremenski pogoji. Na tvoji spletni strani lahko vidimo torej vremensko napoved. Zdaj, katero ti priporočaš, kakšno bolj podrobno še? Zdaj vemo, da danes vreme je tako nepredvidljivo, da ne moreš niti za 1 uro naprej vedeti, če to drži, kar so napisali, ampak je pomemben dejavnik. Dobro vprašanje. Jaz sem letos, ko me je letos, rekel na rekovajih, presenetilo vreme ali pa pač mešanino. In v bistvu jaz vedno pogledam Arso, se pravi našo vremensko agencijo, pogledam pač vremensko napoved njihovo, potem imam pa še 2 aplikaciji, ki jih pogledam, pa kljub temu pač izbiram, se pravi, probam izbrati kar lepe dneve, imam pač to srečo, da lahko zamenjam, se pravi, vikende če za vikend slabo vreme, da lahko takrat pač jaz delam. Delovni čas se prilagodi. Tako, Vezani si. In probam izbrati lepše dneve, pa še tako je, še kljub temu sem kar nekajkrat, letos me 3-krat me dež dobil, megla me tudi kar nekajkrat, pač nisem jo razgledal z vrha. Kaj storiti, če te recimo dobijem taka nevihta, ena megla? Se boljše ustaviti, počakati, da mine, ali se vrniti? Ali... Spet je odvisen, kje si. Če si, rečemo, da si nekje pod Triglavom, v skali, nimaš kaj čakati. Takrat jaz osebno čim hitreje dol. Dol. Sploh če je nevihta, da so strele, zdaj, če imaš nekje, da se lahko nekam skriješ, v pod neko streho, rečemo, naravno, da imaš tako, da se lahko makneš, pol mogoče vredno premisliti, ker nevihte pa na tisto urco traja, ampak nevihte v gorah niso nikoli luštne. Ni za riskirati, Jaz res, jaz se dostikrat sprašujem, ker letos sem parkrat, tako sem rekel, 3-krat me je dež dobil, parkrat sem pa še bežal iz hriba, da sem šel res hiter dol. In takrat, ko sem šel jaz dol, so ljudje gor hodili.
Letos sem se pa res parkrat sem se prvo vprašal, a sem jaz tak strahopetec, da turisti zdaj gor hodijo, pa vidiš, da nima 50-litrskega ruzaka, pa ima noter vso opremo, ampak ima pač nekaj minimalistično in gre on kar gor. Prav. Ne vem. Zgubili so ljudje tudi tak občutek. Ne, to imaš tele storije, pa slikajo, pa včasih bi za kako tako stvar, ne vidiš res mal ta občutek za tudi za nevarnost, ne, je zgubljen. Pa jaz tudi mislim, da enostavno, tako kot sem rekel, naprimer, tamle eni Nizozemci, tam imajo kar, ali pa Angleži, imajo veliko dežja in oni so navajeni na dež, po mojem. Ampak niso pa navajeni na hribe, pa ne ve, kakšna je nevihta v hribih. Tam, če te nekje na ravnini polet pere, malo daš se luštano, te malo ohladi, ampak se pa lahko zgodi, da pa pride en oblak in imaš sred poletja, ki je bilo 10 minut še nazaj še 25 stopinj, ti čez 10 minut ti pada pa sodra in je minus in začne pihati in ljudje so že zmrznili. Tako da jaz osebno grem vedno, se pravi, če vidim, da bo dež, niti obrnem. Mislim, mi sploh ni užitek v hrib hoditi, da bom po dežju hodil, pa hrib vedno počaka. Točno tako, vedno tam ostanejo. Pa pač ljudje smo pa različni. Jaz probam ne obsojati, ampak ampak določene stvari so pač neumne in se jih boljše, da se jih ne dela. Tako pač je še vedno. Se strinjam. Tudi letni časi so na primer pomembni. Zdaj, če gledamo Slovenijo, naš konec, kdaj bi ti priporočal, da bi bilo, da je boljše se podati, če že v hribe? Da se v vseh letnih časih, ampak je pa spet znotraj teh letnih časov sigurno je poletje najbolj prijazno ali pa dostopno vsem. Pač tudi zima ni nek bav, ampak je pa treba znati oceniti, da ne greš pa neposredno po sneženju pa nekam na neka izpostavljena pobočja za plazove, naprimer. Ali pa pač tudi vedeti treba, da pozimi po snegu rabiš veliko več energije, veliko boljšo kondicijo, tudi konec koncev težji nahrbtnik rabiš, oziroma več moraš imeti sabo za obleči, za preobleči. Tudi drugo opremo, pozimi ne pride v poštev superge, moraš imeti pač nepremočljive gojzdarje, ki so topli, tudi neke primerne hlače. Jaz polet sem večino časa v kratkih hlačah, pozimi več ali manj ne gre to. Tako da spet je različno, ampak če imaš neko, pa spet kam greš, če greš tamle na nek, si tukaj malo po Pohorju, naprimer, sprehajati, ni nek problem. Sploh če je to nekaj dni po sneženju, da je vse že lepo shojen, jaz mislim, da čisto tudi za družine čisto primerno. Zdaj pa, če greš pa v neko visokogorje, ki je pa malo bolj, je pa spet, po mojem je bolj, da itak začneš z lažjimi vrhovi. Rečemo, če gremo 2000-ake, so naprimer kakšna Debela peč, Viševnik je tak, tukaj na Štajerskem Raduha, pa še kar nekaj takih, ki so 2000-aki, pa so relativno lahko dostopni, pa tudi pozimi, se pravi, nekaj dni po sneženju ali pa kakšen teden po sneženju, ko se sneg že malo posede, tudi ni nekih velikih nevarnosti za plazove. Tako da to je čist, jaz mislim, da nekdo, ki ima kondicijo, pa željo, pa da se to dosti realno da izpeljati. Je pa treba spet, če je zdaj leden, pa je treba spet derezeno. Ampak malo se treba prej pozanimati, pa tudi malo objektivno oceniti. Saj veš, kakšno je vreme. Če si, rečemo, jaz sem v Borovnici, ne vem čisto, kako je na Gorenjskem, ampak so pa kamere, si lahko s kamerami pomagaš, malo tudi hiter po Facebooku ali pa v nekih družabnih medijih pogledaš, vprašaš koga, mogoče koga pokličeš. Tako, pozanimati se treba prej.
Torej, Peter Weixler, ustvarjalec oddaje V naravo. Zdaj smo slišali že veliko tega, kaj vse potrebujemo, kako se moramo odpraviti. Mogoče veš število kilometrov, ki si jih prehodil? Za lanskega sem konc leta sem naredil eno zaključek leta, ampak sem pozabil. Zdaj ne vem, ampak sem v enem od videov, ko sem šel na Begunjščico, ki je bila lanska zadnji video na kanalu, sem si prav naredil statistiko in sem v tistem videu sem povedal, ampak zdaj pa ne vem. Tako da naši gledalci si lahko ogledajo tisti video, bodo izvedeli. No, ampak vseeno, kaj je tebi tisto? A je to priprave, so to priprave, ali je pot, ki jo prehodiš, ali je cilj na vrhu? Kaj je tisto, zakaj tebe najbolj pritegne? Mogoče boš rekel vse, ampak vseeno, eno stvar, če izpostavim. Ja, mislim, sve je cilj, ne? Cilj je, nekam si želiš iti in je, rečemo, da je cilj, ampak v bistvu je doskrat se izkaže, da je v bistvu pot tista, ali pa tudi neke doživljaje po poti, kakšnega človeka srečaš. Zdajle, ker sem že toliko časa, mislim, toliko videov naredil, pa vsega, pa imam toliko, tudi ljudi me gleda, me je kakšen ustal, pa me reče vsa čas. Mislim, tako, da me pohvali, tudi to mi je tako, rekel, drago. Tako da, v bistvu je veliko enih stvari, tudi po poti, če greš po dolini Triglavskih jezer, greš mimo jezera, prehodiš sam, pa nisem Triglavske jezer, pač posod je toliko lepo. Itek, če pa na vrh prideš, pa da je sonček lepo, da ne piha, se usedeš, da si sam, pa tudi če je več ljudi na vse, ampak če si sam sedeš in sam gledaš in sam. To je zares, vzeti si trenutek, ne, in za tisti trenutek znati uživati. Pa zavedanje to, jaz si prav dostakrat, ker se malo ščipnem, kakšno srečo imamo, da smo v Sloveniji, da imamo to možnost, da v bistvu sam stopaš skozi vrata in greš lahko. Pa ne moreš, greš tukaj, vi imate tukaj 5 minut stran, pa si na Pohorju. V bistvu skoraj kjerkoli v Sloveniji imamo nekaj, da greš lahko, da si v naravi. Nekaj dostakrat rečejo, ja, pa kakšen Dubaj, pa ne vem. Jaz tam res ne bi živel, kvaliteta življenja, sej lahko imaš denar, ampak če kvaliteta življenja, zame je kvaliteta življenja, da greš lahko v naravo, da si... Dihaš sveži zrak. To, pa klime, pa vse ostalo, pa umetno vreme. Pa da greš lahko, da se med drevesi sprehajaš, da greš globe, kosta nabirati. Kakšna je to kvaliteta življenja, napram to, da greš iz klime na klimo, iz 45 stopinj. Shopping. Kaj je to? Umetna svetloba. Ja, ampak marsikdo danes tako živi, in to je postala dokaj elektronika, realnost. Tako, kot sem že prej rekel, probam ne obsojati, ampak... Ne, je umetnost danes dejansko uživati v naravi. Če to znaš, jaz mislim, da si veliko v življenju dosegel, veliko eno stopnjo, en nivo, ki ga marsikdo recimo ne bo nikoli nekako doživel. Po mojem smo preveč odtojeni, Ja, to pa tudi. Tudi jaz osebno se še, tako kot sem na začetku rekel, jaz sem včasih zelo veliko tekmoval, tekmovalen sem bil in sem tudi veliko te maratone laufal, pa sem tudi gorske teke laufal. Ampak enostavno je pol kar noriš. In se tudi, jaz ponovadi, če grem sam v hribe, velikokrat grem hitrejš, kot pa če grem z neko družbo, ki se pač je treba prilagoditi. Ampak se tudi dostakrat sam sprašujem, a je zdaj to, kaj jaz hiter hodim, a je zdaj to norenje, ali človek, ki počas hod bolj uživa. Jaz mislim, da ne, ampak si pa jaz sigurno lahko večkrat ali pa dlje časa prvošem pol uživanje na vrhu, ko pač, če prej gor prideš, imaš mogoče več časa. Tako da tudi jaz se še učim uživati v naravi, pa vsem skupaj. In verjetno je to tudi en tak lep primer za življenje, samo kot tako, premagovati ovire, da dosežeš ta cilj. Danes tudi nekako več ne znamo cilja doseči, samo živimo, ampak vseeno ti moraš preko ovir, če hočeš priti do cilja. In tudi planine so ena taka, oziroma nasplošno
Pohodništvo samo kot tako, ena taka lepa stvar, ki nas lahko to učijo. Da se je treba tudi potruditi. Ja, da ni napor, taki ga vložiš notri. Tudi na začetku, ko sva govorila o otrocih, veliko otrok danes ni, ali pa vse niso otroci krivi, vedno so starši krivi. In starši jih ne navadijo ali pa jim ne pokažejo, da je za nekaj, če ti dobiš neko igračko ali karkoli, da je za to treba ali biti hvaležen, da ni to samoumevno, ali pa da za vse, jaz mislim, da za vse lepe stvari na svetu je treba nek napor dati. In če nisi napora dal, pol verjetno stvar ni prav hudo vredna. In zato se pa pol, jaz mislim, ali pa moje videnje, da se pol pa tudi otroci temu primerno tako obnaša, ker če ti, jaz, ko sem bil majhen, ko sem dobil Lego kocke, to je bil, to je bil 100, en teden sem se sam s tistim igral, danes pa... Ampak že kvaliteta tistih Lego kock v primerjavi z nekimi, ki jih danes kupiš, je bila takšna, da ti se še zdaj držijo. Te so res poceni, ampak... Še zmeraj imam. Ja, zdaj pa še malo marketinga da naredim. Torej, najdemo te na YouTube strani, v naravo, verjetno pišemo YouTube v naravo, potem imamo Facebook stran, tudi v naravo. Imamo Instagram stran. Tudi v naravo. In imamo še spletno stran. V naravo.si. Naravo.si. In tam najdejo tudi naši gledalci, poleg seveda vsega, kar smo omenili, tudi trgovino. Kaj lahko si tam nabavijo? Ja, zaenkrat imam se pravi majčke, imamo ženske majčke, moške majčke, bela ali pa črna različica. Potem lanskrat sem super z enim gorenskim podjetjem, ne vem, lahko omenim Oblak. Super mi je, ker so slovensko podjetje in oni štrikajo, smo z mojo prijateljico Mojco, ki je oblikovalka, ki mi je tudi logotip naredila, pa vse, se pravi, njo imam. Ona je tudi v ekipi, preko svoje ekipi govorila, in ona skrbi za, da je ta, se pravi, podoba v naravo, da je tako, kot mora biti po standardih oblikovalcev. Jaz tukaj nisem prav močan, ona je pa res je super punca. In ona mi je naredila idejo, kako bo kapa izgledala. Pa trak vonen in pri Oblaku so to res fantastično naredili, tako da se pravi vonena kapa pa trak. Sem tudi s podjetjem, tudi slovenskim podjetjem, ki je lastnik, je moj bivši Šolc Uroš, Leni, se pravi to na Gorenskem imajo mojo proizvodnjo v Kranju in oni tudi delajo drugače hlače, kavbojke pa tudi motoristične hlače pa take stvari in med drugim tudi pohodne hlače. Ampak zdaj imam malo situacij s šiviljami, tako da se to, da bi v bistvu smo naredili, smo naredili ene hlače, ker sem jih jaz testiral in letos naj bi to ven prišel, ampak ker je podjetje živa stvar in se stvari zgodijo, je to še malo zdaj na čakanju oziroma se odložili za nedoločen čas. Mogoče, če se še malce vrnemo, nisva omenila prej vmes, torej ti sam posnameš. Kamero imaš nekako zmontirano na čelu? Ne, v roki. V roki, ja, in potem z njo snimaš, vsake toliko verjetno. In potem sam doma zmontiraš. V bistvu probam narediti, da je posnetek čim bolj dinamičen, zato tudi včasih kamero odložim, pa dostikrat se ljudje sprašujejo, ker se jaz sprehodim mimo kamere, pa grem že kar precej naprej, kdo ti pol kamero ponese. Treba nazaj priti tudi po njo. Tako da, ali držim ali pa nekam odložim in pač se posnamem. Ja, to sem še kaj upravil. To je bilo pa montaža potem. Ja, zmontiram pol tudi sam. Kaj pa, zdaj si imel kakšna takšna doživetja, mogoče katera pot je tebi tako nekako najbolj ljuba, najbolj ostala v spominu in si imel kakšna zanimiva doživetja, ki bi jih rad podelil z nami? Ja,
Letos sem res par res takih fantastičnih tur naredil. Mogoče najbolj, da ni tehnično zahtevna, Travniška dolina, Travnik pa Plaski Vogel. To je sicer brezpotje. To je kateri konec Slovenije? To je, v bistvu je iz doline Trente, malo višji je nad dolino Trenta izhodišče, se pravi Bovški konc, in potem je pač tura, sem jo letos tudi naredil, posnel ste tudi na vaši televiziji je bila predvajana, in to je res, ko v to Travniško dolino prideš, to je pa, mislim, res je prav neverjetno, tudi vsej video je bil super lep in mi je res na ta video sem ful ponosen, ampak tudi približeni tega, kar tam občutiš, ne. Včasih bi res, sej kamera je super, pa res lepo posname, pa so lepi posnetki, ampak ta občutek, ki jih tam doživiš, pa čist nekaj drugega. No. Take ture so mi zelo samotna, potem mogoče tudi Bricelk, to tudi malo kdo pozna. To je najvišji vrh v Loški steni, se pravi Loška stena je pa stena, v bistvu to najdaljša stena v Sloveniji, dolga nekje 5 kilometrov, visoka približno 1000 metrov in to je stena oziroma hrib nad Logom pod Mangartom. Na drugi strani je dolina Bavšica in iz Bavšice se tudi na Bricelk pelje tudi nemarkirana pot. Je tudi, vmes so taki prizori, tako nerealno lepo. Jih je potrebno doživeti in vabimo gledalce, da ampak tudi, na te poti, glede na to, da so obe nemarkirani, je fejst prej tudi kaj, se pravi markiranega odhoditi, da se tudi malo znaš orientirati, da veš, tudi včasih je treba kakšen prehod poiskati, ker ni markirane poti, a ne, pa se tudi potka kdaj izgubi in moraš malo znati oceniti, kje pa zdaj iti, ne. Tako da mogoče pa rečemo od markiranih poti, absolutno Triglavska jezera so, potem tukaj mogoče malo bližji, na Štajerskem je Dleskoška planota, zdajle, tudi ko so teli macesni zlatorumeni, tam je noro lepo in je tudi čisto enostavne poti so tam, tudi zelo za družinske izlete. Potem Kriški podi so fantastični, tam so tudi 3 visokogorska jezera, gor pelje čisto enostavna mulatjera, se pravi, to je stara vojaška pot, res, to so taki, pa še veliki teh biserov, no, ampak rečemo, Komna je tudi ful lepa. Ja. Kaj pa kakšni dogodki takšni, ki so ti ostali najbolj v spominu? To, kar sem že omenil, prav ta srečanja z ljudmi, tudi z živalmi, nisem imel nekih takih, ja, mogoče, ja, ta je res, ta je en tak enkraten. Lansket me je en prijatelj, tole, ki sem prej omenil, to Loško steno, so pa lansket šla s prijateljem, me pelal na prečenje te Loške stene, se pravi, so cel greben so imela plan odhoditi, pa nama je malo veter zagodil, se pravi, vreme zagodil in sem mogla prej se stopati, ampak so en lep del tega brezpotja naredila. In med uspenjem na greben sva po gozdu šla, se pogovarjala in pred nama, 10 metrov pred nama, pade z drevesa dol orel. Orel? Orel. Ta velik, ta planinski orel. In to je bilo tako, jaz pač planinskega orla sem že videl v zraku, ampak ponovadi je daleč in niti ne veš, mislim, ker jaz že vem, da ima razpon kril, da ima do 2,5 metra, ampak si pa ne predstavljaš, dokler to ne vidiš, ne. Ampak to, jaz ne vem, kaj je bilo, ali sva ga presenetila, da je mogoče spal, ali jaz ne vem, sem ove zlemila, ne vem kaj, enostavno je pred nama padel dol in so sam gledala, kaj je pa to zdaj? In je dal krila na razen, in ni mogel zleteti, ker so bile krošnje gore. In potem se je po klancu dol, enostavno se je drsil dol, potem se je nekje ustavil in se je pokril. Se je s krili pokril in mi sem gledala tisto, jaz sem sicer probal nekaj snemati, se ni prav dobro videl, potem se je še malo dol spustil,
pa zgleda neko odprtino najdu med krošnjami in je sam zletel ven. In to je en tak, ta je sigurno najbolj nenavaden. Mogočnost. Ja, mislim, res neverjetno. Kakšna je srečem, kakšna zverina je to. Kaj pa bi zdaj v tem času, kam predlagaš, da se v tem jesenskem času, zdaj recimo v prihodnjem mesecu dni, najbolje odpraviti? Zdaj so najbolj aktualni, so mogoče te macesne. Zdaj vsi hočejo videti. Tam bo gužva potem, kam pa Poloniko ne bi v gužvi? Ni treba. Zdaj na Slemenu, ena taka je Slemenova špica, naprimer, to je iz Vršiča, je taka res lahka tura, tam je najlepši pogled na Jalovec. Jalovec je znan kot kralj slovenskih gora in tam so zelo lepi macesni, ampak tam je, tako kot si rekla, med vikendom ni zaitno, če nimaš res rad gneče. Drugače pa Dleskoška planota nikoli ni gneče gor, je fantastična. Potem so vedno Menina planina, Velika planina, zdajle tudi ni tako oblegana kot spomlad. Potem so okoli Bohinja je poln enih tur. Potem tudi karavanke so zelo lepe, imajo tudi ene par res takih stvari, mislim takih destinacij, ki niso poznane, ampak so, jaz rečem, da te narit vržejo. Res tega je toliko, da težko eno stvar izpostaviti. Tudi Sredogorje je ful lepo. Zdaj tle, lanskrat sva šla s sestro, kakšen mesec prej, se pravi, ne vem kaj bilo, tam enkrat septembra, mislim, da je bilo, sva šla prečati Pohorja, tudi, mislim, nepozabno. Tako da res je toliko teh končkov, da sam veniti, pa sam raziskovati, pa uživati. Pa te kaj zamika, da bi šel preko meje? Ja, glih včeraj me je Maja poklicala, ena prijateljica z Bohinja, ki smo kar neki tur skupaj naredili letos in so bili za par dni so šli v Črnogoro. So šli z avionom iz Zagreba v Črnogoro in so bili tam 3 dni in me je klicala čisto navdušena, da je pa to je pa noro. Tako da letos smo bili spomladi, smo bili tudi v Bosni, sem bil z Lukatom, tudi eden od prijateljev, ki smo v bistvu največ sem z njim na začetku hodil v hribe, z njim so tudi veliko tudi tekla včasih, pa tako. Tako da pa njegova punca Janja je šla zraven, smo šli v Bosno za en teden raziskovati malo bosanske hribe, gore in tudi mene bolj ta Balkan me vleče, zato ker itak ta zgodovina, pač smo imeli le skupno državo, plus povsod se počutim dobrodošlega. Tako res je, ko smo prišli v Bosno, pa že ste Slovenci, in so res tako odprtih rok te sprejmejo. Cene so veliko bolj prijazne, kot pa v kakšni Italiji ali pa Franciji. Pa dokaj neraziskano še, verjetno, ne? Mislim, kar se mene tiče, jaz sem bil v Bosni, v Črni Gori, naprimer, še nisem bil, ampak nisem bil pa v hribih. Ja, sej to, neke turistične stvari še, ne ostalo pa... In je tudi zelo, tudi če je pri nas, sej se, tako kot sem rekel, se da kotičke najti, ker tudi pri nas ni nobenega, ampak se pravi te, večinoma pa kar veliko ljudi srečaš pri nas v hribih, jih v Bosni ne. Ni te kulture oziroma pač jaz mislim, bolj si južno, bolj soleni. To drži. Sploh če vzamemo Hrvate, ampak oni imajo morje. Ja, oni imajo bolj malo hribov. Ampak res je fantastično lepo, ampak tudi druga dimenzija. Tukaj pa smo navajeni, imamo Julijske Alpe, imamo Karavanke, imamo Kamniške Alpe, pa imamo pa Sredogorje. Ampak vse tam v Bosni je vse je večje, ni toliko teh skal tega, ampak so bolj tako planotaste stvari in ko gledaš, bi rekel, pa tle bi lahko hodil dneve, tedne, tako pač drugače. In je to kaj tudi v tvojih planih, recimo, za naprej, kakšni so? Zdaj, glede na to, da mi je Maja
toliko spromovirala Črnogora. Nekam bom siguren, verjetno tudi spet ta termin, lanskrat smo šli, oziroma letos tam okoli maja, 1. maja, bomo verjetno spet šli za kakšen teden, ali Bosna, ali pač nekam na jug. Potem pa drug let bo pa tudi verjetno najvišji vrh Turčije, da bo padel, to je Ararat, 5100 metrov, neki tazga visok vrh. To je bilo že letos v planu, ampak se plani vedno ne uresničijo. Ja, moraš dokaj si pustiti odprto, da tudi za kakšno presenečenje, ki... Pa rekla sva že, da hrib počaka. Tako, Drugače pa nadaljuješ verjetno. Kaj pa v Sloveniji? Imaš kakšno pot zdaj v bližnji prihodnosti? Načrtuješ kakšno? Zdaj prvi plan imam, če bo vreme služil, oziroma če bo, letos sem imel kar nekaj več, sem imel več dnevnih tur v planu, ampak enostavno ni vreme sodelovalo. Tako da zdaj se kaže, da bo 3 dni, da bo lepega vremena, tako da mislim iti v Julice za 3 dni. Izhodišče bo v Vogu, pa potem bom prespal plan je prespati na Krnskem jezeru, pa potem prek Triglavskih jezer na Prehodavce, pa tam prespati, pa potem 3. dan pa nazaj v Bohinj spust. Ena taka lepa tura. Ja. Zdaj, Peter, midva bi lahko še govorila, ampak zato so tukaj tvoji videi, da si lahko še druge podrobnosti naši gledalci ogledajo. Teme nikakor ne zmanjka in verjamem, da se še bomo kaj videla. Pa vseeno zdaj na koncu, kaj bi sedaj ti tako položil našim gledalcem na srce, vsem tistim, ki se bodo, ki se odpravljajo, kaj so planine, kaj je narava, kaj so gore, zakaj si naj vzamejo pa naslednji vikend čas in rečejo, zdaj pa ne bomo šli v ta in to trgovino shopping, ampak zdaj bomo pa šli, pa bomo naredili en izlet, mogoče čist preprost. Tako eno misel oblikujmo na koncu za naše gledalce. Jaz mislim, da ti od narave se lahko učiš. In narava ti bo vedno, saj jaz, ko čutim, veliko več dala, kot pa sploh lahko pričakuješ. Zdaj, če gremo, da primerjamo nek nakupovalni center z neko naravo, saj je treba iti kdaj kaj kupiti, ampak če je vreme zunaj, pejte v hribe, jaz vedno videe zaključam z mislijo, pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, pa uživajte. In mislim, da to je en tak, da vse to ti bo narava sigurno dala. Pa ni treba iti prav v gore. Se greš lahko samo na sprehod za 1 urico z družino, ker narava, kljub temu, da smo mi toliko odmaknjeni od narave, da ne čutimo mogoče, saj jaz zaenkrat še ne čutim, ampak narava ti sigurno da energije, ker povsod okoli nas je energija in v naravi je sigurno dobra energija. In plus tega narava te zdravja. Tudi dokazano je, da je nekje sem bral, da je dokazano, da je najbolj proti depresiji, eno najboljših zdravil je, da si ti v naravi, se pravi dih, ko ti hodiš po naravi, po gozdu, to dihanje, se pravi dih, takt dihanja, zvok narave, energija narave plus opazovanje oddaljenih objektov. Da to najbolj pomerja, deluje alkalno na naše telo in to je sigurno. Tudi če mi to ne občutimo, telo to občuti. Nekako najcenejše zdravilo, okrog nas je in samo uporabiti ga moramo. Mogoče je to problem, da je preveč samoumevno in pol to ne cenimo in ne znamo to videti. Ni tabletka, ki jo pa jemo. No, vsekakor je pa tudi vsa ta narava tako lepo ustvarjena, ker smo pač na katoliški televiziji, lahko tako tudi zaključimo, je Bog nam zares dal čudovite stvari in da tudi preko narave se družimo, tako kot si omenil, da tudi prijateljstva sklepamo, tudi v gorah, tudi na svojih poteh in konec koncev nekako ostajamo hvaležni za vse prečudovite darove, ki so nam preko narave podarjeni. Tako da, Peter, se zelo strinjam. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si vzel čas. Verjamem, da bomo sigurno v bližnji prihodnosti našla še kakšno urco za najin klepet, za kakšne nove zgodbe. Sicer pa veliko uspeha, veliko varnosti, varnih poti,
in lepih razgledov ti želim. Hvala. In razveseljuj nas tako še naprej, Hvala. nas in naše gledalce. Pa mogoče še za gledalce, da če bo kakšen komentar, bom tudi zelo vesel kakšnih Točno pozitivnih tako, ja. komentarjev. To sva pozabila omeniti. Ali pa tudi kakšna kritika, če je, z veseljem sprejmem. Tako se lahko obrnejo na tebe, ne? Brez problema. Ali tudi mail dobijo, se pravi na spletni strani se tudi mail dobi, ali prek socialnih medijev, kakorkoli. Lahko pa tudi vas kontaktirajo, pa kakšen komentar dajo, bomo. Tako je, v glavnem ostajamo povezani, ne? Tako, možnosti je veliko, Tako. samo treba izbrati pogum. Pa tudi hvala vam, da predvajate moje izlete, pa da lepo sodelujemo. Z veseljem, tako, sodelujemo skupaj. Peter, hvala. Hvala. Vam, cenjeni gledalci, spoštovane naše gledalke, pa hvala lepa za pozornost. Verjamem, da ste danes uživali v tej prelepi naravi, ki smo vam jo vmes tudi kazali, in ostanimo povezani z njo, cenimo jo, varujmo jo, kajti eno imamo, en ta naš planet, in skupaj moramo držati, da bo ostal zdrav za nas, za naše potomce in za torej lepši in boljši svet. Hvala vam, da ste bili z nami, in z Bogom.